Fantasy. Radio Fantasy. Radi vas imamo vsak dan, bom rekla. Vi ste z nami na Radio Fantasy, z vami sem Šuši in nisem več sama. Z mano je danes tudi Danilo Bojanović, drugače bolje morda poznan kot Božiček na supu, eden od Božičkov na supu, Vojničan, ki redno sodeluje tudi pri Božičnem Vojniku in po novem tudi Romar. Od Marije do Marije se je podal in po 52 dneh te je v bistvu doma pričakala rdeča preproga, kot si zaželel, Danilo, a ne? In pa posebno kosilo. Dobro jutro. Dobro jutro, vsem in lep pozdrav. Kaj zdaj, rdeča preproga, želel si rdečo preprogo in dobil si jo? Rdeča preproga je res bila, glih nekod najbolj želel si je nisem, sem se pa še res enkrat pohecal, da tisti trenutek, ko prideš na koncu na take poti, malo nekje pričakuješ, da te pričakajo z rdečo preprogo, vendar se to se sigurno ne zgodi. To je bilo mišljeno, kot da bi me pričakali recimo v Fatimi, ampak totalno nenapovedan in nič. Tega vreda, to je bilo vse skupaj malo v šali povedano. Je pa res, rdeča preproga je bila, prijatelji in vsi tisti, ki so z menoj nekako podoživljali to romanje, so me pričakali, seveda je bilo veselje in super. Hvala lepa vsem, ki so takrat prišli in me na tak lep način pričakali. Zdaj pa sam povej, kaj je bilo tisto tvoje posebno kosilo, ne? Ker recimo tisti, ki so te pričakali, smo imeli en drug meni, ko pa ti, ne? Ti si imel pa kar nekaj svojega. Res je, mogoče je bilo celo to malo, mislim, absolutno nepričakovano. Jaz sem na tej moji božji poti strašen dober pa velik jeda, tako da tudi če ne bi zdaj doma tega dobo, bi bilo v redu. Je pa res, da sem dobil poln krožnik res tanga krompirja, dunajski zrezek in pa veliko skledo motovilca z jajca. To je pač moja ena od najboljših salat in pa tudi kosilo imam v tem smislu zelo rad. Tako da, ja, vse ostali ste dobili, pa sem pa videl, da ste imeli pa druge dobrote, pa nisem vedel, sploh naj pojem do konca, pa se vaših dobrot lotim, ali naj se kar s tem nasitim, pa je to. Ja, zdaj, Danilo, tvoje romanje je potekalo od kje do kje? Moje romanje je potekalo od, tako bom rekel, no. Romanje je šlo od Marije do Marije, od dveh največjih svetovnih Marijinih svetišč. To je od Lourda v Franciji, preko Španije sem šel po francoski poti, ki jo večina zelo dobro pozna, po Caminotu, francoska pot, sem prišel do Santiaga, tam sem se obrnil proti jugu in sem šel do Fatime, to je pa na Portugalskem in zopet, kot pravim, veliko Marijino svetišče in jaz sem htel peš povezati te dve točke med seboj, seveda preko Santiaga. No, ampak recimo, kaj je botrovalo tej odločiti, da si se sploh podal na to romanje? Mogoče je to malo daljša zgodba, da jo ne moram opisati glih v 3 sekundih. Na voljo imaš 10 sekund. Bom tako rekel, jaz sem šel na to pot čist iz mojega verskega prepričanja, šel sem se enostavno povedano zahvaliti Bogu in Mariji za vse dobrote, za vse prejete stvari, ki sem jih v življenju dobil, ni jih bilo malo. Jaz sem življenje lepo preživel, res, da smo mogli trdo vmes delati. Lahko smo si na račun tega tudi kako stvar privoščili, ki si jo sicer za njim čist normalno službo ne bi mogel. Veliko je bilo, imel sem v solastništvu svojo firmo in veliko odgovornosti. Bilo je treba skrbeti za povprečno nekje 20 ljudi, ki so bili zaposleni. Vedno je bilo delo se nam je dobro končalo, dobili smo na koncu tudi plačano. Tako da pustimo zdaj cel življenje zdrav, brez kakršnih koli zdravstvenih problemov, kar je bistvenega pomena. Pa tudi na tem romanju dejansko brez enega žula? En žulj je bil, to moram priznati, ampak če ne bi pogledal nog, verjetno še tistega ne bi videl. Sem pa malo plave nohte dobil na nogih, zato ko
enostavno noga po 20, po 25, po 30 km drugače zateče, kot če je sam 5 km prehojene poti za teboj. In sem šel enostavno z dvojnimi fajn uhojenimi čevlji na pot, na koncu sem dal te dvojne v nahrbtnik in hodil za tretjimi, ki sem si jih kupil. Odlično. Ampak zdaj, Danilo, hodil si 52 dni, Ja. torej si zamenjal 52 postelj. Zdaj pa me povej mi, še kakšen WC več verjetno, kak je spat vsak dan v drugi postelji? Sploh mislim, v tvojih letih, tako bom rekla. Jaz to moje romanje sem vzel kot romar, ne kot dopustnik, kot počitnikar. Se pravi, pripravil sem se na to, da bom spal v nekako malo bolj skromnih poslah, tudi v skupnih ležiščih in v vsem tem. Res, da sem prespal od največ po albergih, to je cenovno tudi najbolj enostavno, mislim najbolj sprejemljivo za romarja, potem v hostelih in pa parkrat tudi v hotelu. Zamenja 52 postelj je bilo meni hudo enostavno zaradi tega, ker sem mogoče take vrste človek, da ne kompliciram na tem področju. Ampak kaj pa, ko moraš iti na WC sred noči? To je pa tisto, na kar se moraš pripraviti zvečer, ko si se vlegal. Res je, zdaj sem že v tistih letih, ko po noč pa sigurno grem enkrat na WC in enostavno tema, vsak dan je drug razpored, vsak dan drugi ljudje, enkrat si v spalnici za 30, enkrat si za 4, malo si moraš zvečer pogledati, kam sploh moraš zaviti in pa kje so, ko prideš iz sobe ven, kje so stikala za luči, da pač enostavno lahko greš po svetlem na WC. Ni bilo enostavno, zdaj pa še naprej bom rekel, so pa ležišča, jogi, bili v večini na nek način kot preoblečeni za neko plastiko, se pravi zaradi njihovega enostavnega vzdrževanja. Dobili smo pa eno rjuhco, pa za pevšter oblečiti, ampak to je bilo kot za neke koprene, povsem lahko, to si mogel hudo ahtati, ko si napoj sladevo, da že takrat nisi strgo, zjutraj je pa to tako ali tako bilo malo tako čudno izgledalo, ampak v redu. Preživel si. Ja. Kaj ti je pa mogoče nasmeh pričaral na obraz v vseh teh dneh? Največ nasmeha ti pričarajo pravzaprav ljudje, s katerimi hodiš oziroma ki jih srečuješ. Na tej poti je ta pozdrav Buen Camino kot nam dobro jutro, dober dan, lahko noč, karkoli, vsak pozdrav je samo Buen Camino. In ko nekoga pogledaš, ko mu rečeš ta pozdrav, ko se ti nazaj nasmejite, nazaj z isto besedo pozdravi, vidiš tisti nasmeh v njegovih očeh, to ti da moč, to ti da energijo, vidiš, da je na tej poti ena sama prijaznost, dobri ljudje. Jaz nisem za eno slabo stvar slišal, da bi enkrat slišal, da je kdo koga karkoli ukradel ali karkoli. Tu nismo imeli prostora za zaklepati, seveda si vezan, imaš telefon s seboj, imaš nekaj denarja s seboj, imaš pasoš, to bi nam lahko vsako noč, vsak trenutek vse pokradel, kdorkoli bi hotel, ampak jaz za en primer nisem na tej poti to slišal, da bi se zgodil. No, evo, me veseli. Danilo, zdaj bova naredila kratko pauzico, potem nadaljujeva, tako da dajmo dati zdaj še malo dobrih vibracij naprej za dobre ljudi, ki hodijo po dobrem svetu. Tako, pa smo nazaj. Šuši sem z vami, z mano pa je tudi Danilo Bojanović, ki ga bolje poznate kot Božička na supu ali pa zdaj tudi romarja od Marije do Marije. Po 52 dneh in 1458 kilometrih je v petek končno prišel domov. Danilo, pozdravljen še enkrat. Lep pozdrav še enkrat. Zdaj, na tvojem romanju sva ugotovila, da si zamenjal 52 postelj in še kakšen WC več. Ampak daj mi povej še eno stvar. Ko si odšel na romanje, si odšel začrtanim ciljem, ampak vmes si se bojda večkrat tudi zgubil. Res je, ta beseda izgubo mogoče ni glih najbolj prav izbrana, je pa zašel. Zašel, to pa je res. Kdo je kriv? Kriv? Hiter ga zatočil. Hitero določen sem kriv sam. Je pa res, da se nikoli nisem zgubil oziroma zašel za neke
na dolgih relacijah, ampak to sem zašel za 300-400 metrov, pa ugotovil, da je to tako. Največ se mi je to zgodilo takrat, ko sem čvekal po telefonu. In, ne vem, zakaj je to naključje naneslo, da sem se 3-krat ali celo 4-krat zašel ravno v primeru, ko sem govoril z prijateljem Fegijem. Fegi. Fegi, to boš gor plačal. Res je, skoncentriraš se na pogovor, tako se spomnim, prišel sem do rondoja, pa je bilo 5 izhodov, rondo je imel za 5 pač izvozov. Jaz sem si na telefonu, na aplikaciji sem si že nagledal, sem rekel, tamle mora niti. In jaz s Fegijem čekam naprej, pa jaz grem po tisti moji zamišljeni poti. In ko sem približno na 400 metrov sem prehodil, pa vidim, jaz ni oznake nekjer nobene, nekaj se mi je čudno zdel, hiter pogledam jaz v telefon, pogledam, kar zameglil sem, jaz rekel, jaz sem že zdaj toliko pa toliko naredil. Fegi se mi na drug stran smeji, hi, tako zna. In kaj češ, jaz sem mogel teh 400 metrov se vrnati, pa na rondo nazaj, na pravo pot in to je bilo nič druga, pač sem tistih par metrov več naredil in tudi ti metri se všteti v to kilometražo, ki si jo prej omenila. Tako da nisem bil glih zdaj neki jezen, ampak se pa zgodi, največkrat je to. Res pa je, da sem zašel tudi, to je bilo pa prve dni, preden sem se pravzaprav naučil hoditi po tej aplikaciji, ki sem jo imel na telefonu. Super dobro je in če jo ne bi imel, bi se ne bi rekel zgubil, ampak verjetno bi zaluto tako, da bi sploh jaz poti ne končal. Tako da moram se zahvaliti bratu od žene, ki mi je to aplikacijo naložil, super vredo. In če bo kdo kdaj šel, se mi lahko oglasim, povem, brez problema hodiš po tej poti, ker ko zaideš 5 metrov iz poti dol, že vidiš, da nisi več na pravi poti. Razen, ko govoriš s Fegijem. Takrat pa ja. Takrat pa ne dela. Takrat se pa zgubiš. V glavnem, ne imeti Fegija za prijatelja, če greste na tako romanje, ker vas bo sam zmedel. Še aplikacijo zraven. Zdaj, rekla sva 52 dni. Dober si jedel, dober si pil. Zdaj sem tamle šla mal tvoj dnevnik brat, ne? A pokažeš dnevnik, prosim? Ja, dnevnik. To je pa tista rdeča nit, ki smo jo tako ali tako omenjali že v prejšnjih razgovorih. Takle malo sem neroden, tako se prebrati se tako ne da, da se vidi 122 pisanih strani, takle so mi kakšno nagrado noter napisali, štemple sem zbiral v drugi polovici poti od Santiaga naprej, ker prej sem jih imel v posebni knjigi, tako da, dnevnik sem pisal tako, ker sem obljubil, da ga treba še samo prebrati. Ravno sem hotela reči, glede na to, da si moški, zelo lepo pišeš, pa še pisal si z velikimi tiskanimi črkami, tako da je zelo berljiv. Bi pa jaz dala vseeno mogoče nalogo tvojim puncam iz Božičnega Vojnika, ne samo, da ga preberejo, ampak da ga morda spravijo tudi v digitalno obliko, pa da mogoče iz tega nastane tudi kakšna knjiga o tvojem romanju. To imaš zdaj, veš, ideje za naprej. Ja. Res je, meni ni noben problem, lahko se tudi to naredi. S tem, da bo imel nekdo, ki bo to malo gledal, pa pravilno slovnico, pa besede. Jaz sem mislim, da sem na 2-krat, 3-krat napisal na hrbtnik, sicer je beseda rukzak redno uporabljena. Pol je še veliko takih besed, ogromno besed je, ko sem jih dal v narekovaje, to se pravi namerno napisana v tistem našem domačem jeziku, v žargonu, ni napisana tako, ko bi jo napisal Toporišič in teti, ko pač se s tem ukvarjajo. Nič narobe, Danilo, ti si pač preprost človek, ki si se podal na to romanje in si zabeležil vsako svojo misel. Tudi to, da je bil vremenar, da je napisal, kakšno vreme je imel, kateri dan in kaj si je sladkega kupil v pekarni, na primer. Ja, ko smo glih pri vremenu. Jaz sem imel ogromno deževnih dni, več kot sem jih pričakoval. Moker sem bil večkrat Cerkvena miš? Ali pa bom rekel več kot fejst na soncu. Tako da
sem na koncu ugotovil, hvala Bogu, da je res bilo tako, ker rajš hodim po dežju, kot pa tisto vročino trpeti, pa žejo, pa švicaš, mokr si pa tako v obeh primerih. Kaj sladkega sem pojedel, to je res, ker so bili zajtrki predvsem v tem stilu, bela kava, največkrat v takšnih, nekako bi rekel, kavarnah, velike vitrine not pa same tiste sladke stvari, ki sem nespravilovec na njih, tako da sem res dober, pa fajn se najedel vsak dan. Kosilo je bilo bolj tak v smislu kakšnega sendviča, zato ko je to takrat sem hodil, takrat ni vmes časa za neko veliko hojo, niti ni fajn, če se fejst naješ. Pol sem pa večerjo sem si pa prvošel, bi rekel, urnik, tako, ker se pač enkrat na dan moraš topil, pa neki urnik najest. Tam je pa bilo od predjedi glavna jed, nekaj sladkega, malo solata, pa pripis je bil na jedilniku vino ali voda. Glih vode sem imel čez dan dost, tako da sem tak, da si prvošel, kak deci. Sem rekel vino in pač bilo je, cena je bila ista, si spil tist kozarc vina ali pa kozarc vode, je bila pač ista cena. Cena pa, bom rekel, za to, kar sem dobil, hudo sprejemljiva, povprečen takle obrok me je stal tam okrog od 14 do 16 evrov. To je pa še cenejko pri nas. Ne bi, sigurno tudi doma v gostilni ne bi jedel za tak denar. Pa jedel, moram priznati, jedel sem dober. No pa kaj je to recimo dober? V Franciji si rekel, da si bil razočaran. Jaz sem slišal, francoska kuhna, sem si jo predstavljal malo boljšo. No? V Španiji sem rekel, če je tam v Španiji, boš boljš jedel. V Španiji sem bil super zadovoljen z mešano solato, ker je bila res skleda velika, pa tista olja, pa začimbe, ki gor devajo, pa vse, kar je bilo, ampak dobro, od solate se ne naješ. Veliko je bilo ribje hrane, od lososa do cele orade, pa to ni bila orada taka kot sardela, ampak je bila orada, kar urnik velika, da sem imel jo presneto dosti za obrok, pa nekaj pojem. Do tega, da sem... Kake paelje? Paelje so bile dobre. Paelje sem jedel kar velik. Zbiral sem si med raznimi, ker so bile morske, pa so bile z piščancem, pa mešane, pa bolj zelenjavne. Tistih sem bolj mal. Ali sem jedel s piščancem ali pa morsko. V glavnem izredno dobre. Kaj pa Portugalska? Portugalska je enako bila mi všeč za hrano, res kar dosti je poudarek na ribah, je pa tudi kar bilo dostikrat kak piščanc na meniju, pa tudi meso seveda. Enkrat sem si naročil celo steak, ampak steak ni bil tak, kot smo ga mi vajen tukaj, ko ga dobiš v enem komadu, bolj so bili to kot eni trije taki zrezki, ki če bi jih sestavil, bi pa bilo za steak. Se pravi, ni ga čez domačega Dunajca restan krompir in veliko skledo motovilca z jajca. Res je. Karkoli sem jedel, jaz lahko rečem, meni je bilo dobro, jaz pri hrani nisem zbiral, so kakšne stvari, ko jih nisem največji ljubitelj, ampak dober sem jedel, pa fajn sem shujšal. Dober si jedel, pa fajn si shujšal. To dvoje, to me moraš naučiti, kak dober jest, pa fajn shujšati. Ampak zdaj, Danilo, če se vrnemo na tvojo pot, bi se na tako pot podal še enkrat in če bi, kaj bi spremenil? Tukaj bi imel spet dva odgovora. Na tako pot se podaš enkrat v življenju zaradi tega, ker to, kar je mene na to pot gnal, jaz sem si to v življenju izpelnil. Dosego prehodu. Zdaj, če bi šel naslednjič na to pot, bi šel bolj za to, da jo še enkrat prehodim, oziroma ali jo prehodiš po delih. Vsekakor pa bi se še enkrat odločil na tako pot samo sam, pa z nikomer drugim. Pa ne, da sem jaz na druge jezen, pa da nimam prijateljev. Ker pravi Jezus, bi šel zraven, pa za teden gremo, pa to rekel, če gremo pa za teden, tist pa brez problema grem, vas lahko gre skupina 5-6, vas bom pač enostavno vodil. Po tej poti, zdaj vem, koliko se prenočišča rihtajo,
Za letalske karte, na katere smo vezani, imamo tudi varianto, kako nam to sosed lepo uredi vse. Tako da ni problema. Če bi bilo treba pa generalno pot še enkrat prehoditi, pa absolutno sam. Ker je sicer toliko enega prilagajanja in toliko enega odvisnosti od nekoga drugega, da verjetno tega ne bi prenesel. Ja. In zdaj lahko si Danilotovo pot ogledate tudi na njegovem Instagram profilu Danilo.Bojanović. Ja, Danilo.Bojanović. Tako, greste na Instagram, vidite njegovo popotovanje v fotografijah. Jaz pa držim pesti, Danilo, no, da bodo punce iz Božičnega Vojnika le odprle tale dnevnik, ga prebrale in mogoče vseeno naredile kakšen povzetek ali pa celo pogovorno urico s tabo in potopisno predavanje od Marije do Marije. Ta dnevnik ni problem prenesiti v to noter, ampak v tem dnevniku so nekateri zapisi od lastnikov, pri katerih sem spal, urisi, na hitrico sem. En večer sem prišel v napovedano prenočišče, pridem tja, pa tak lep zimski vrt, v njem pa, mislim, da 7 ali 8 ženski so bile vse stare, tam nad 70 let, imajo platna pred seboj pa slikajo. In so imele v tej objektu slikarsko kolonijo. One so tisti svoji končale, so šle sicer domov, ampak meni je pol lastnica tu not narisala eno izredno lepo školjko v ta moj dnevnik, na katero sem hudo ponosen, lepo pobarvala, takle zgleda ta moja školjka. In takšnih in drugačnih stvari imam jaz tukaj veliko, tako da ta bo sigurno ostal v tej obliki, kot je. Če ga bo pa kdo imel voljo spraviti v red, pa da bo napisan tako mora biti, bom pa tudi zelo vesel. Pa če se bo pojavil več tega, bom tudi rekel, pa naredimo eno predavanje, prostorov ni problem dobiti. Tudi me že zdaj kar precej sprašujete, oziroma sprašujejo, ali bom naredil kako predavanje, če boš, ne pozabiti, javi mi in vse tako dalje. Mislim, glede na to, da tudi midva sva imela 3-krat intervju, na hitro, ampak si mi takoj, ko si prišel domov, povedal, veš, Šuši, nisi bila edina, ko sem dal intervju za tebe. Kdo te je še intervjuval? Hit povej. Tako je bilo, ko sem prišel v Fatimo, sem šel k Maši, pa je bila Maša v hrvaškem jeziku in sem na to nagovoril pač tiste romarje. Sem jih vprašal, odkot so, povejo, da je iz okolice Zagreba. V tistem sta prišla tudi ata in mama od mojega zeta. Seveda sem potegnil ven tist zvezek oziroma napis 1458 km. Sem rekel, ko ste tako prijazni, pa me hitro slikate, tole so starši od mojega zeta. No in so ti Hrvati me slikali, to pa vidijo tisto mojo kilometražo, to jim je kar sapo vzel. Med njimi je bila pa tudi ena novinarka, ki me je takoj rekla, če ji lahko dam izjavo, kak je zgledal na tej poti, kam moraš v glavi imeti, da to greš, na kak način to preživiš in tako dalje. In sem tudi za, nimam pojma komu, v glavnem posnele in kratek intervju na telefon in kje je bil objavljen, nimam pojma. Evo, Danilo, za tebe ga bomo poskusili najdeti. Definitivno pa buen camino in hvala, ker si se vrnil domov. In mogoče na naslednjo pot pa gremo tudi skupaj. Hvala tudi za povabilo, za intervjuje, ki smo jih imeli preko vaše hiše. Jaz sem malo bolj trd za telefon, tu je bila bolj sestra moja, pa mi je dala obvestila oziroma me obveščala. Po tistem prvem intervjuju, oziroma po prvem javljanju, ki sem ga imel za vašo hišo, je v eni uri sem imel več kot 100 sledilcev zraven, se pravi, zanimali ste se, zgledali ste, jaz sem objavljal redno te slike, res da bolj pozen zvečer, zato ko prej enostavno nisi do interneta prišel, ni bilo tako, nekaj malega sem napisal, tiste tako prebrali, kdor se je zanimal, sicer pa mislim, da je še tako ali tako gor vse objavljeno. Če gre pa kdo zdaj gledati, je pa mislim, da okoli 1000 slik, če jih ni več celo, pa napis tako, da imaš kar kaj videti, pa kar čas si vzeti za to, da to sploh pregledaš. Ja, lej, Danilo, zdaj si mednarodna zvezda, postal hočeš, nočeš, dejstvo pa je, da ostajaš naš pristen Božiček na supu, kot te poznamo
in jaz verjamem, da te o tej opravi, tudi božičkovi, spet vidimo kmalu, tudi v našem studiu oziroma proti koncu leta. Z veseljem in to navado mislim, da bomo obdržali. Žal, nimamo med seboj več Andreja, ki je s tem začel. Mi bomo to peljali naprej, dokler bomo, pol se pa tako spet tisti, ki bojo za nami verjetno to držali to tradicijo. Zato, ko vidimo, vsako leto se res, da kar precej ljudi zbere. No, zdaj za zadnjega božiča, ko je bilo mogoče res, da je malo manj, ampak tu so bili pa vremenski pogoji takšni, da se bilo pa kar malo upravičljivo. Ja. Veter pa, ja, pa marsikoga to odvrne. V glavnem, Danilo, jaz ti bom tek rekla. Hvala, ker si se oglasil in zdaj si šel od Marije do Marije, zdaj gremo pa še od božičnega vojnika pa do božička naprej. Tako da se vidimo spet kmalu, do takrat pa vse dobro ti želim. Hvala lepa in buen camino še enkrat. Radio Fantasy. Radio Fantasy.